Zgodovino Slovenije lahko beremo kot zgodovino orožarskih afer. Praktično ni bilo večjega vojaškega nakupa, ki ne bi potekal brez takšnega ali drugačnega kriminala. Pa naj si gre za prodajo orožja Hrvaški in Bosni, naj si gre za obnovo tankov T-55 ali pa za zadnjo afero Patria. No, kljub tej neslavni zgodovini pa se je vaša vlada, gospod Šarec, že 3 mesece po začetku svojega dela znašla v novi orožarski aferi. Govorim seveda o oklepnikih Oshkosh. Nakup teh oklepnikov poteka skrajno netransparentno, mimo javne razprave, mimo razpisa. Javnost in poslanci smo prvič izvedeli za to nabavo istega dne, ko je vaš minister za obrambo obelodanil podpis pogodbe za nabavo teh oklepnikov. In prvotna cena, ki jo je predočil takrat 14. novembra, je znašala 15,5 milijonov evrov. 2 tedna kasneje, 30. novembra, se je ta cena povzpela že na 27 milijonov, zaradi tega, ker so na ministrstvu za obrambo nekako pozabili zraven prišteti tudi oborožitev. Potem pa 6. decembra cena ponovno naraste na 32 milijonov evrov, zaradi tega, ker spet na ministrstvu za obrambo nekako, niso k ceni vračunali DDV-ja. Skratka, v 3 tednih je cena poskočila za 2-krat oziroma več kot 2-krat. Ob tem ta vozila sploh niso primerna za uporabo na našem domačem terenu, še malo manj kot Humveeji, ki naj bi jih nadomestila. Za večino slovenskih gorskih cest pa gozdnih vlak, če želite, so preširoka, pač pa so namesto tega toliko bolj prilagojena za pustinje Afganistana, Malija, Iraka in tako naprej. In imamo vrtiček, kupujemo pa traktorje za sosedovo njivo.